To je bilo septembra, sta dve aktivistki prišle iz Hoč, priletele, sta rekle, hitro idite gor, ko so partizani bili, povedati, da Nemci grejo. Seveda Nemci so že pa bili na poti. Pri tovarni Sana so pustili tovornjak in oni šli naravnost gor, one so pa še ovinek delale poprek. In so potem na licu mesta prišle prepozno. Smo stopili v hišo in takoj je začelo streljati in nekaj so jih pobili, nekaj jih je zgorelo. Nas so pa rekli, vas bomo pa postrelili, ko smo bili malo večji, no. In so že bili z orožjem tako pred nami. Sestra je tudi bila, smo močno stisle roke, jaz sem oči tako močno zaprla, da zdaj bo padlo. In me je že vse bolelo, sem pogledala, te pa komanda prišla ne streljati. Ne streljati in potem so nas kar v kolono, na vsaki strani seveda nacisti, vojska, gestapovci pravzaprav. In potem so nas peljali dol, pač šli smo peš do tovornjaka v Hoče, to je pa bilo v Rančah, to je par kilometrov od Hoč. In tam so nas potem na tovornjak in med potjo sem si mislila, tu bomo šla, pa če čist na gosto je bila vojska, tako da niti nisi mogel z roki kam kreniti, tako je bilo. Skratka, vi ste bili v zaporu potem, ne? Ja, jaz pa sestra smo v zapor, pa še trije moški menda. In potem seveda zaslišanje vsak dan. Tam so nas mučili, seveda nismo nič izdali. Tebi kar sosedov precej šlo pa to in nismo nič. In potem oktobra so pa mamo in drugi dan so pa šli po mamo na dom, ker naju dve so na poti dobili. In mama, še 3 ruske ujetnike smo imeli na Seniku. In mama tako je vedela, da drugi dan, seveda takoj si je mislila in otroke vse zgubila, ker je gorelo pa to. Mi smo se mogli tam pred gorečo hišo postaviti, pa da nas bojo postrelili. In hiša gorela, oni so se drli kot, jaz sem si predstavljala, to je pekel in to so hudiči, no, tako sem si predstavljala, da je to peklo, tam, ko smo bili, ko je borba bila. No, in potem so nas v mariborske zapore, od tam pa oktobra so mamo in sestro v Ravensbrück peljali, vse so jih več. Še iz Celja so jih vozili v Maribor, da so tam transporti šli. Groza. In prišla domov, jaz sem prva bila, ko sem prišla, pa sestra, drugega pa ni bilo. Brat je padel, mame ni bilo in 14 let, zdaj pa smo imeli malo zemlje pa tako in so nas obravnavali potem kot kulake. Živino so nam vse pobrali in nič nismo dobili. To so že takrat bili eni taki tajkuni, ko so pograbili to, kar bi mogoče mi mogli dobiti. Naša mama
moram reči naša mama, zato ker ni bila samo moja, ker je imela doma 8 otrok, je bila aretirana od kamniških raztrgancev, Gestapa, zaprta v Kamniku 14 dni, nato v Begunjah 14 dni in marca 1944 so jo odpeljali v Ravensbrück. Tam je bila tudi še v eni podružnici Bart, ki je 300 km stran od Barta, od Ravensbrücka, in je delala v tovarni avionov, so delali avionsko krilo za V2. To je mama nam pripovedovala, ko se je vrnila domov leta 1945. Vi otroci ste sami takrat ostali doma, očeta so vas že prej ubili. Ja. Mi otroci smo bili sami, starejši brat je bil v partizanih, sestra je bila aktivna, ostali smo pa imeli majhno, torej malo zemlje in smo tisto obdelovali, zato da smo se preživljali. Mami smo pošiljali paket, noter smo dali prepečenc, ki so ga nam spekli pri peku. So tako naredili, da je že bilo, se posušil. Čeprav sami smo mogli kar biti pridni, da smo delali in da smo tudi se sami oskrbovali. Mislim, da smo sami delali vse, od pranja, kuhanja, vse ne. Jaz sem bila stara 14 let takrat, ob koncu vojne 15 in tako smo preživeli. Očeta so ustrelili maja 1942, ko so ga prišli aretirati. Najprej so nas odpeljali v zapor, potem pa grad Born pri Ptuju, če veste, zborila pa v Auschwitz. To je bilo 42. leta. Ja. Kaj se tako največ spominjate iz tistega obdobja? V Auschwitzu? Ja, strašne dogodke so bili. Ja. In dela smo hodili, vjutro smo ostali ob 3-4 ure smo na Opelu stali, pa šli delati. Dežju ali mrazu, leto pa zimo, in smo imeli tistega delovodja, Pelman se je imenoval. On je tudi ubil tam na delovnem mestu. Ena si je mogla skopati jamo in notri vleči. In do tak dač smo jo zakopali. Jaz nisem zakopal, pač videla sem, zraven bila, ker nismo imeli vsi prostora za kopati jo. Zakopali, samo glava je ven gledala. Pol pa nas je v stran nagnal, da smo šli delati naprej. In on je taki leseni križec vsakega grmovja naredil, pa tak za glavo zadaj postavil tisto zemljo. In pol pa 2 strela dal. In je tam ostala žrtev. Kako ste se rešili, gospa? Potem so nas evakuirali 27. januarja, z Auschwitza smo šli Bergen-Belsen. 3 dni pa 3 noči smo hodili peš. Danes kakšno sporočilo imate, glede na tudi to, kaj se vse dogaja po svetu? Kaj bi povedali? Da bi se nikoli več nekaj takega zgodilo. Kako pa ste prebrodili vse te spomine? Kako nekako preživljate še danes te trenutke? Ja, moraš. So nas dali kar v tiste barake brez oken, brez vrat, in tam smo čakali na svojo usodo, pa so se pa zmislili, da moramo iti naprej, nismo nič vedeli kam pa kako. In so nas poslali iz stražo, seveda, da smo hodili po cel 14 dni, cel april 1945 leta, po gozdovih, in ko je prišel dež, so rekli, mi smo lahko kam šli spat, kar poležite, pa smo se polegali, zjutraj smo komaj vstali in spet naprej. No in to smo hodili 14 dni in smo prišli do Malhava, to je pa že čist na severu, Severnega morja. No in tam smo bili v enem lagerju, vse
utrujene, premražene in zjutraj ob 9 je prišel ruski vojak povedati, da smo svobodni. To je bilo 5. maja in to je nepozabno. To je grozno, to ni za ni za misel, kaj vse ljudje naredijo za to svobodo. Za to, da bo mir. Ne. To je zelo hudo, jaz kar otrpnem pri teh stvareh. Hudo mi je. In da te vlade nič ne pokrenejo z našo vred. Amerikanci se nam pa zahvaljujejo, da smo gostoljubni, ker človeka kar srh spreleti pri takih. Res sem ogorčena, da se to tako dogaja v zdajšnjem času in da smo pač taki, kot smo. Strašno, to je strašno. Nimajo kam, pobili bi jih tam, tu pa isto takih ne sprejmejo. Groza. Bi mogli evropske države drugačno politiko obrati? Seveda se čutimo, da smo kulturni. Kje? Tako so Nemci bili, res so bili kulturni narod, ampak da pride en tak na vlado, ko je bil Hitler, to je groza. Ja, strašno, da se vsega tega, par let se nisem smela spomniti tega. Zdaj že sem stara, že preživela vse to. Lahko sploh danes gledate televizijo in vse te begunce, ko hodijo tedne in tedne čez to Evropo? Pogledam pa, ko to vidim, pa tiste otroke, pa strašno. Jaz še tudi nisem bila od 13 let nisem bila stara in tako je bilo. Ne vem, nimam odgovora, ker sploh ne vem, ker naprimer, pri nam je bilo to čisto drugače. Mi nismo ne vedeli, kaj bo z nam, a bomo sploh živi. Tem bi pa, kaj s tem, oni hočejo še delati in nam pomagati in jih je malo preveč, po mojem. Ne vem, kako bomo to Evropa sprejela. Kakšno sporočilo bi pa vendarle imeli? Dokler se da, ne jim pomagajo, kakor je v vsake države mogoče. In če bojo dobili to srečo, da bojo lahko še naprej živeli, se ne pa ne vem, kako bo še z nami. Ja, jaz pravim, da težko je, ki jih gledam, vam povem, ki tega naroda je zdaj strašno dosti. Recimo pri nas, jaz pravim, pri nas so tudi reveži. Pa še tukaj prihaja. Kaj bo iz tega ratalo, ne vem.